Si želiš pridobiti kvalitetno mišično maso, pa ne veš kako, potem pa nujno gledalje. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Na kaj prvo pomisliš pri besedi dieta? Verjetno na hujšanje. Prehrana in vadba pa nista zmeraj povezana z izgubo telesne mase in hujšanjem, ampak tudi z izgradnjo mišične mase. Dieta predvsem pomeni način prehranjevanja, ni to samo hujšanje. Kakšno dieto bomo izbrali, pa je stvar vsakega posameznika in njegovega cilja. Te zanima, kaj jesti in kako trenirati, da boš pridobil mišično maso? Potem nujno poglej ta video do konca. A ja, pa da ne pozabim, da ne boš zamudil mojih naslednjih videov, se naroči na naš kanal, spodaj stisni like, če imaš pa vprašanje, mi ga napiši v komentar in v naslednjih videov ti bom odgovoril. Pri pridobivanju mišične mase je najbolj pomembno, da smo v kaloričnem presežku. To pomeni, da pojemo več, kot porabimo. Ampak to ne pomeni, da lahko pojemo vse, kar nam pride pod roke, ampak je zelo pomembno, kaj pojemo. Moramo ločiti, kaj je telesna, kaj pa mišična masa. Če čez dan za malico jemo burek, zvečer pa pred televizijo sedimo s čipsom, bomo dobili maso. Ja, ampak ne mišične mase, dobili bomo maščobno maso. Če želiš mišično maso, boš moral torej ubrati drugačno pot. Moral boš na dieto za mišično maso in sicer v kombinaciji z ustreznim treningom. Najprej masa in pol definicija. Napaka. Probej, pa boš videl, kaj bo. Vse razen poudarjenih mišic. Najprej moraš pravilno zmanjšati telesno maščobo in potem dodajati kvalitetne kalorije. Tako boš dobil na mišični mase, drugače žal ne gre. Dieta za gradnjo mišične mase ni enostavna. V telo moraš vnašati ogromno kalorij oziroma ustvariti kalorični presežek. Ampak kalorični presežek zdrave in beljakovinsko polne hrane, ki bo gradila na mišični masi, ne na maščobni masi. Samo za predstavo, a si predstavljaš 5 obrokov s 300 gramov mesa, 50 gramov riža, pa še zelenjavo? Ni to najbolj enostaven. Kalorično ravnovesje pri vsakem posamezniku različno, ampak nekako naj bi začelo 10 do 15% kaloričnega suficita. In naj še opozorim, mišic nikakor ne moremo graditi na kaloričnem primanjkljaju, tako da kar pozabite tisto vprašanje, a lahko hujšam pa gradim na mišični masi. Ne, to ne gre, nikakor. Verjetno te zanima, kakšna je prava količina proteinov, ogljikovih hidratov, maščob, vitaminov in mineralov, ki so potrebni za graditev mišične mase. Beljakovine so najbolj pomembno makrohranilo pri vsaki dieti, tako shujševalni kot pri dieti za pridobivanje mišične mase. So osnovni gradnik naših mišic, potreba po njih pa se razlikuje od posameznika do posameznika. Ampak tako, kot sem povedal že v prejšnjem videu, približno 3 grame na kilogram telesne mase, tako boste gradili mišično maso. Kar se tiče ogljikovih hidratov, nam ti ne dajejo samo dovolj energije, ki jo rabimo za intenzivni trening, ampak pomagajo tudi pri prebavi beljakovin in dopolnjujejo mišični glikogen. Zelo pomembno makrohranilo pa so tudi maščobe, seveda naj prevladujejo zdrave maščobe. Te so nujno potrebne za normalno delovanje hormonov, sodelujo pa tudi pri absorpciji vitaminov. Ne smemo pa pozabiti tudi na vitamine in minerale, ki so ključnega pomena za zdravo telo in za delovanje našega organizma. Razmerje med beljakovinami, ogljikovimi hidrati in maščobami za izgradnjo mišične mase je odvisno od vsakega posameznika. Na to pa vpliva več faktorjev. Prvo je to telesni tip, potem je višina, teža, starost in tako dalje. Če te pa zanima kaj več, me lahko kontaktiraš, z veseljem ti pomagal. Prehrana ne sme biti monotona, to pomeni, da ne morete vsak dan jesti samo piščanca, riž pa brokoli. Priporočam, da svojo prehrano obogatiš z različnimi viri beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov. Verjetno boš imel velike težave z uživanjem takšne količine hrane, zato ti predlagam, da v svojo prehrano vključiš proteinske šejke, lahko pa tudi gainer z razmerjem 1:1. Priporočam ti gainer Profimass, ampak popij ga izključno po treningu zmešanega z vodo. Naj izpostavim še eno zadevo, in sicer kako piti proteine, z mlekom ali z vodo. Če bomo pili z mlekom, potem bomo žal podaljšali čas absorpcije, če bomo pili pa z vodo, v tem primeru bodo šla pa vsa hranila takoj v kri in v mišice. Katere dodatke pa uporabiti v času gradnje? To je zelo pomembno vprašanje. Nujno morate vključiti vitamine, omega-3 maščobne kisline, proteine, gainer, BCA aminokisline, kreatin, pa pre-workout izdelek. Zdaj smo šli čez prehrano, ampak ker mišice narastejo sam s prehrano, jih je treba tudi malo potrenirati. Treninga za hujšanje in izgradnjo mišične mase sta načeloma enaka. Razlikujeta se le v intervalih posameznih vaj in težah. Trening za mišično maso nama posamezne vaje s 4 seti od 6 do 12 ponovitev. Pomembno je tudi, da se odločimo za pravilen sistem treninga, ali je to celo telo ali pa deljen trening. Trening, ki vključuje celotno telo pri vsakem treningu, je bolj primeren za začetnike. Deljeni treningi, ki vključujejo od 1 do 2 mišične skupine, pa so primerni za bolj napredne. Zdaj veš, kako se prehranjevati in kako trenirati. Zdaj pa v akcijo.
Vsekakor vse to ni lahko, je pa sigurno bolj zabaven, kot hujšati. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko zastaviš tudi našim svetovalcem v naših šopih.